Slovenska poslanka v Evropskem parlamentu je po obisku Srednje ekonomske šole Celje izrazila veselje in zadovoljstvo zaradi debate z dijaki, čeprav jih je bolj kot njeno delo in poslanstvo zanimalo mnenje o trenutnem političnem dogajanju pri nas. Zdi se mi prav, da politiki prihajamo med mlade ljudi, se z njimi pogovarjamo. Prav nič ni čudno, da sprašujejo po tem, kar trenutno odmeva v slovenskem medijskem prostoru. Meni pa se seveda zdi prav, da jim povem, kaj je moje poslanstvo in da je kar precejšen del življenja tu v Sloveniji odvisen tudi od tega, kaj se dogaja na evropskem političnem prostoru, in zato sem tu. Mislim, da smo vsi skupaj danes bogatejši za kakšno spoznanje. Kljub temu, da se je pogovor na trenutke preselil na domačo politično sceno, pa je Jordanova dosegla svoj namen. Ja, predvsem sem si želela, da bi dijake spodbudila, da razmišljajo o Evropi, da postavljajo vprašanja, da sodelujejo v razpravi, in to se je potem tudi zgodilo, tako da mislim, da je bil namen dosežen. Upam, da bodo zdaj tudi razmišljali o Evropski uniji kot o prostoru za priložnosti, kot o svoji drugi domovini, in da se ne bodo počutili tako utesnjeno, kot se mi je zdelo, da so se počutili, ko so prihajali v ta prostor. Kar pripisuje preskromnemu poznavanju dela in vloge Evropskega parlamenta. Niti ni čudno, saj so zdaj obremenjeni s šolskimi obveznostmi. Morda je pa bila to ena spodbuda, da bodo zdaj malce bolj odprto gledali proti Evropski uniji. Mislim pa, da nekaj programov teh, ki jih v Evropi oblikujemo in spodbujajo udeležbo mladih in poznavanje med sabo, pa poznajo, in to je prav, to so tudi ti prvi koraki. Navkljub trenutni visoki stopnji brezposelnosti mladih naj bi le-ti imeli v prihodnji Evropski uniji dovolj priložnosti, je še prepričana doktorica Romana Jordan.